Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Manca Razboršek sem z vami, transformacijska mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In mislim, da je tokrat zadnji letošnji, bolj poletno obarvani vikend za nami, tako da se lahko podamo v jesen. In v jesen se bomo podali na ženski način skozi globine. 5. oktobra namreč se začne ena taka videoserija pogovorov z ženskami o ženskih globinah. Skupaj nas je sklicala Taja Bolena, tako kot 2 leti nazaj, ko smo začeli razcvet ženske in nismo vedeli, kam točno nas bo to pripeljalo. In kam nas je pripeljalo? 9 žensk je sodelovalo, 9 žensk se nas je povezovalo in skupaj smo soustvarjali najprej videoserijo, potem pa 2 čudovita dogodka v živo. Vmes smo se povezovali še zasebno in pa tudi javno preko tega, da smo skupaj organizirali določene dogodke, tako da zagotovo smo začeli nekaj pomembnega. In kam se bo to nadaljevalo, še ne vemo. Vemo pa, da se zdaj 5. oktobra na Svetovni dan sestrstva začne nova videoserija. Kako se na njo prijaviš? Greš na spletno stran www.razcvet.si, pustiš svoje podatke in potem od 5. oktobra dalje bo 13 video intervjujev, pogovorov o globinah pripotovalo v tvoj mail inbox oziroma e-poštni nabiralnik. Tako da to sigurno ena pomembna stvar, tako da te vabim, da greš na www.razcvet.si in se prijaviš. Mi pa poglejmo, kaj nam za teden, ki je pred nami, pripravljajo angeli, kako nas želijo navdihniti, s čim nas bojo tokrat energetsko negovali, razvajali in podpirali. Prva karta je 9 ognja. 9 ognja govori o tem, da ne obupate. Se pravi, vlagali ste energijo v določene stvari, v določene projekte, odnose nekam, kjer vam je pomembno. In 9 ognja pravi, da ne obupati oziroma verjemite vase in v to, kar ste že vložili in že ustvarili. Se pravi, so stvari, ki so na pravi način narejene in to boste začutili. V tem tednu boste začutili, kaj je tisto, kar vas res podpira, kaj je tisto, kar je vaše, predvsem tisto, kar čutite tukaj, da je zrelo, da obrodi sadove. In tukaj verjemite vase, ne obupati, ne popustiti. Veste, včasih obupamo ravno preden se zgodi tisti preboj. Tako da tukaj potrpljenje oziroma potrpežljivost je tista, ki vam lahko v tem tednu pomaga, da vzdržujete energijo, ki ste jo že zastavili. Naslednja karta je as zraka. As zraka, ki pa prinaša v skladu tudi s tem, kamor ste že vlagali energijo, tudi nove navdihe. Veste, včasih nekam energijo vlagamo, potem pa pride en navdih, pride neka ideja, pride nekaj, kar vse skoraj obrne na glavo, ampak ugotovite, da tisto, kar ste že vlagali, je bil samo temelj, da na ta temelj lahko postavite nekaj novega. Tako da včasih je zato zgleda, da na sredi odnehate, ampak v bistvu samo začnete nekaj novega. In ne se ustrašiti, če je malo težje kot ponavadi. Veste, če ne vlagamo dovolj energije, če ne pristopamo na pravi način, potem seveda nima na čem rasti. Ali odnos, ali situacija, ali tisto, kar pač projekt, tisto, kar pač je trenutno pomembno. In pa še tretja karta, 6 ognja. 6 ognja, ki pa govori o tem, da točno to, kar
Se pravi, ste vlagali točno to, ker pride nov navdih, je tisto, kjer boste lahko naredili nek preboj. Gre za neko dobro novico, za dobro vest, za javno priznanje. Šestica ognja je tista, ki nam da nek triumf, tisto, veste, ko zmagoslavno zajahate ali pa prijahate na neko področje, na neko območje. Tako da definitivno vse to, kar ste vlagali v preteklosti, pa bom tukaj tako nekako čutim, da povežem, to, kar ste spuščali na nek način v vseh teh preteklih mesecih, to, kar prihaja nekaj novega, je v bistvu to, kar ste spuščali, je naredilo prostor za to novo, kar prihaja. In včasih zgleda, da s tem, ko nekaj spustimo, da izgubimo, ampak v resnici samo naredimo prostor za nekaj novega in so lahko, čeprav na prvi pogled ne zgleda, ampak so vse lahko zelo hitri rezultati, ki nas presenetijo. Namreč vstopamo v energije, kjer nič ni resnično predvidljivo. Namreč, ko ste enkrat kreatorji, ko ustvarjate, takrat se sproti ustvarja tudi vaša prihodnost. Se pravi, tisto, kar danes naredite, način, kako danes delate, se bo v prihodnosti pokazal, a je v redu ali ni v redu. Ne morete ga na nek način napovedati, ker včasih pride vmes še kaj, na kar nismo pripravljeni, takrat je treba delovati hitro. Ampak ta fleksibilnost znotraj teh novih energij je pa tista, ki vas lahko potem pripelje tja, kamor si želite. Želim vam en čudovit teden, poln harmonije, imejte se radi, ljubite sami sebe, zaljubljajte se vase in pa sledite tistemu, kar čutite. Mi pa se vidimo naslednji ponedeljek. Čau, čau.